Če dovolite, bi zdaj prebral smernice za prihodnost, ki jih je poslal naš kolega zgodovinar Aleš Mavar, ki se opravičuje, da danes ne more biti tukaj. Njegov tekst je naslednji. Prvič. Mati vseh sprememb v Sloveniji je politična sprememba. Sama po sebi ni zadosten pogoj za spremembo splošnega stanja, vendar je nujna in brezpogojno potrebna. Od vladajoče politične opcije namreč iskrenih reform ne gre pričakovati. Drugič. Sestavljanje vlade je pokazalo, da se vladajoča opcija počuti tako suvereno, da alternative ni treba upoštevati. To po eni strani narekuje povezovanje vseh skupin politične alternative, celo po vzoru nekdanjega Demosa, čeprav bi se bilo dobro temu pojmu samemu izogibati. Tretjič. Koncentracija je nujna toliko bolj, ker je politična sprememba mogoča le ob hkratnem nagovoru deprivilegiranih skupin prebivalstva, ki so po naravi stvari navezani na ideal močne države in pripadnikov svobodnih poklicev ter podjetnikov, ki zagovarjajo gospodarsko in tudi socialno odprtost. Četrtič. Potrebno je vzpostaviti kanale komunikacije in dialoga s tistim delom vladajoče politične opcije, ki oznako levica, v navednicah, jemlje resno in morda ni zadovoljen z dejstvom, da levica v Sloveniji zaradi svojega abonmaja na oblast predstavlja de facto najkonzervativnejši del politike, ki mu gre zgolj za ohranjanje sedanjega stanja. Petič. V tem pogledu je potrebno najti jezik, s katerim bo mogoče najmlajšim družbeno dejavnim Slovenkam in Slovencem dopovedati, da nadaljnje ohranjanje statusa quo najbolj škodi prav njim, ne glede na všečno napredno retoriko slovenske levice. Šestič. Jasno je, da evropski politični mainstream, ki ga v zadnjem desetletju zaznamuje izrazita prevlada elitnega socialnega liberalizma, ni naklonjen političnim spremembam v Sloveniji, saj se s svojimi javno razglašenimi načeli velikokrat ponuja alibi za ohranjanje monopola vladajoče levice, ki naj bi bila njegova izpostava v Sloveniji, čeprav je v resnici konzervativna. Toda po drugi strani ostaja za slovensko politično alternativo prepovedan sad zdrs v avtartični populizem, ki ga v bistvu zagovarja glavnina vladajoče opcije pri nas. Samo liberalne reforme na gospodarskem področju lahko namreč omajajo monopol ene politične opcije, zanašanje na nadaljevanje etatizma z drugačnim predznakom bi bilo pogubno.